V Ljubljani je v zadnjih letih zraslo veliko stavb stanovanj, ki stanejo milijon evrov in več. A vsaj zaenkrat nobena ni pritegnila takšnega interesa kriminalistov in tožilcev kot poslovno-stanovanjski kompleks Bellevue Living v Šiški. Zakaj? In zakaj so tožilci med 21 osumljenimi na vrh postavili ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Živite z dih jemajočimi razgledi v penthousu na vrhu Bellevue Livinga. Tako se oglašujeta dva dupleksa, ki se še vedno prodajata. Večji za skoraj 3 milijone evrov. Prav nad tem dupleksom je bil investitor, avstrijski poslovnež Jaša Popovič, najbolj navdušen, ko je stavba pred 2 letoma dobila vsa dovoljenja. Yeah, this is the penthouse. This is for me the best flat in my building. It's with a 360 view. You see about whole Ljubljana, you see everything, and it's really some unique and special. And when you stay inside, you feel the energy, it's different. So yeah, it's very beautiful here. A penthouse dupleksov sploh ne bi smelo biti. V najvišjem, 16. nadstropju, bi morali biti skupnostni prostori za vse stanovalce in ne večmilijonska stanovanja. Ne samo to, pročelje, ki je obrnjeno proti Celovški cesti, bi moralo biti drugačno. V pritličju bi morali biti arkade, a je na njihov račun trgovina Lidl pridobila nekaj kvadratnih metrov. Še posebej pa je sporna velikost kompleksa. Njegova senca je sosednjim stavbam odvzela več sončne svetlobe, kot je po predpisih dovoljeno. To je v analizi za nekatere stanovalce dokazal Matej Košir z Fakultete za gradbeništvo. V določenih od teh odprtin, ki smo jih analizirali, se je osončenost zmanjšala za recimo v rangu 70%. Torej, kar drastično lahko. Ministrstvo za prostor je po pritožbah sosedov 3-krat razveljavilo gradbeno dovoljenje, a Popoviču je vseeno uspelo končati projekt in prodati veliko večino stanovanj. We had a very good and correct relationship to the mayor and also to Upravna enota, but the law in Slovenia allows people to claim and you must follow these rules. You cannot do it differently. Za portal Siol.net je bil še bolj jasen. Moram poudariti, da je bil ljubljanski župan eden redkih ljudi, ki so nam ves čas pomagali. Vedno je imel odprta vrata za nas. Take podpore nisem nikoli imel v Avstriji. Podrobnosti razkriva dokument specializiranega državnega tožilstva. 286 strani dolga zahteva za sodno preiskavo. Prva jo je pridobila in povzela revija Domovina. Po trditvah tožilstva sta bila pomembna upravnik z upravne enote Ljubljana Aleš Lotrič in njegov takratni šef, takratni načelnik upravne enote Bojan Babič, še bolj pa ljubljanski župan Zoran Janković. Čeprav upravna enota sodi pod Ministrstvo za javno upravo in ne pod ljubljansko občino, je bil načelnik Babič ves čas popolnoma podrejen županu, trdijo tožilci. Ugotovili pa naj bi tudi vpletenost Zorana Jankovića v delo uradnika Aleša Lotriča. Pri uradniku Lotriču so kriminalisti prvo hišno preiskavo opravili leta 2022. Ob preiskavi stanovanja Aleša Lotriča je bila zasežena večja količina gotovine, razporejena v 6 kuvertah in eni embalaži nogavic. 6 kuvert je vsebovalo različne količine denarja: 1000, 7000, 7000, 27000, 350 in 8600 evrov. Ter embalaža nogavic, ki je vsebovala 3800 evrov. Skupno tako 54750 evrov. Gotovino so zasegli, a so vseeno, ko so njegovo stanovanje lani preiskali še enkrat, spet našli veliko bankovcev, tokrat 36 000 evrov. Poudariti je potrebno, da je bila druga hišna preiskava pri Alešu Lotriču opravljena manj kot 2 leti po prvi hišni preiskavi, pri čemer je očitno v samo 2 letih prejel nagrade v skupni višini 36 000 evrov. Zanimivo, to gotovino je imel doma, čeprav je v obdobju med 2019 in 2023 na svoj tekoči račun položil dobrih 61 000 evrov, skupno torej slabih 152 000 evrov gotovine. Poleg tega pa naj bi po izjavi ene od prič Lotrič letno dobil še okoli 25 000 evrov podkupnine v obliki kriptovalut. Neka stranka, ki ga je opisala kot prijaznega uradnika, pa naj bi mu po izdaji gradbenega dovoljenja brezplačno podarila akumulatorje za električni skiro. Tožilci trdijo, da je Aleš Lotrič prejel podkupnino v upravnih postopkih za več nepremičnin v Ljubljani. Sumijo, da tudi v primeru Bellevue. Drugače si je Lotričevo ravnanje težko razložiti. Na koncu je gradbeno dovoljenje izdal na skrivaj. Stranskih udeležencev ni obvestil, zato se v četrto niso mogli pritožiti. Upravna inšpektorica Mateja Jaklič, ki je pregledala ta postopek, je kriminalistom povedala, da je v tem primeru šlo za neverjetno veliko število postopkovnih napak.
Z ravnanjem takih razsežnosti se še ni srečala. Napake so bile po prepričanju tožilstva načrtne, vse v korist investitorja in v škodo stranskih udeležencev, sosedov stavbe. Sosedom, pa tudi upravni inšpektorici, naj bi Lotrič lagal in pred njimi skrival dokumente. Župan Janković pa ne bi bil povezan samo z upravno enoto, ampak tudi z investitorjem, Jašo Popovičem. Tako sta leta 2021 skupaj odprla gradbišče Belvija. Popovič pa je Jankovića tudi večkrat obiskal, a večinoma naj bi komunicirala prek Zorana Lubeja. Lubej je nekdanji rokometni reprezentant, do konca lanskega leta pa je bil zaposlen na občinskem zavodu Šport Ljubljana, ki seveda s poslovno stanovanjsko stavbo Bellevue Living ni imel nič. Zoran Lubej je bil vpleten neuradno. Tako ga je investitor Popovič po trditvah tožilstva opisal načelniku Babiču. Moj zelo dober prijatelj je človek, ki je namestnik direktorja Šport Ljubljana. On je moj kontakt z županom in vsakič, ko kaj potrebujem od župana, pokličem Zorana. A veš, Zoran pokliče Polono, Polona pokliče župana. Lubej naj bi v Popovičevem imenu do Jankovića dostopal prek Polone Novak, ki je bila zaposlena na občini, pa tudi prek drugih. Tožilstvo navaja, da je jeseni 2020 Lubej vodji Jankovićevega kabineta Dani Dodik Sodnik sporočil, da je Jaša dobil gradbeno in da bi prosil za 15 minut pri županu, da se mu on in Jaša zahvalita. Dodik je odgovorila, da bo preverila. Naslednjega dne, 24.9.2020, je Dodik Sodnik vprašala, je okej ob 13. Kasneje je Zoran Lubej potrdil. Po tem srečanju je, kot trdi tožilstvo, Lubej Popoviču dostavil Jankovićev seznam organizacij in posameznikov, ki naj jim Popovič nakaže skupno 100.000 evrov. Naprimer 35.400 evrov za Zvezo prijateljev mladine, 20.000 evrov za župnijo Ljubljana in tako naprej. Med prejemniki je tudi Črt Kanoni, sicer predstavnik za odnose z javnostmi na Zvezi društev upokojencev. Dobil je 2.000 evrov za svojo knjigo Od blaznice do klinike, 140 let slovenske psihiatrije. Denar mu je dal Popovič, a v knjigi med pokrovitelji ni nobenega Popovičevega podjetja. Je pa uvodna beseda župana Jankovića, med podporniki pa je navedena občina. Čeprav je Kanoniju občina denar samo obljubila, piše tožilstvo. Ker konec leta 2020 MOL še ni zagotovila obljubljenih sredstev, se je Kanoni obrnil na mestno svetnico Julko Žibert, da naj preveri, kako je v zvezi z njegovo prošnjo. Še isti dan mu je gospa Žibert vrnila klic in ga vprašala, če bi bilo narobe, če denar da nekdo drug. Spremna beseda Zorana Jankovića pa bo ostala. Črtomir Kanoni se je s tem strinjal. Janković pa naj bi imel tudi bolj sporne želje. Tožilstvo opisuje, da naj bi na enem od sestankov Janković Popoviču predlagal, da zaposli Polono Novak, ki je takrat delala v županovem kabinetu. Prav tako je Zoran Janković povedal, kakšno plačo naj ima Polona Novak, in sicer 5.000 evrov. Polona Novak naj bi po Jankovićevem nasvetu Popoviču, če bi jo zaposlil, pomagala pri novem projektu, ki ga je Popovič pripravljal na območju tovarne Ilirija na Viču. Poleg tega pa je Janković Popoviču omenil, da bi lahko Popovič delal 5.000 kvadratov več, če bo želel. Polona Novak je res prišla na razgovor Popoviču, za zaposlitev pa se ni odločila, ker naj bi Lubej Popoviča opisal kot raztrešenega, sama pa tudi ne pozna gradbenih projektov. Danes Polona Novak dela na Slovenskih železnicah. Popovič naj bi Lubeju za dostop do Jankovića in drugo pomoč v zvezi z Belvijom obljubil 200.000 evrov. Lubej naj bi na ta denar računal. Z njim naj bi želel mami pomagati kupiti hišo v hrvaški Istri. Vendar se je Lubej bal, da denarja ne bo dobil. Pri Bellevue Livingu se je namreč zapletalo z uporabnim dovoljenjem. Brez tega pa Popovič ne bi dobil denarja od kupcev stanovanj. Lubej je o tem po trditvah tožilstva podrobno obveščal svojo mamo. Mama je še vprašala, če pa šerif ne more nič zrihtati, pri čemer je podan utemeljen sum, da ima v mislih Zorana Jankovića, na kar je Lubej odgovoril. Sej je ne more, to je država. Glej, jaz sem celo pri Svobodi, na stranki Svoboda rihtam vse posod, pač ne gre, ne dajo, ne dajo, dajo pa ne dajo, se trudimo. Tožilstvo je tudi ugotovilo, da na neki točki Lubeju Popovič ni želel več plačati obljubljenih 200.000 evrov, ampak le 100.000 evrov. Lubej naj bi zato znancu Dušanu Uršiču potarnal, da s Popovičem za teh 200.000 evrov nima sklenjene pogodbe in mu povedal, da je to težava, da pa je tudi ne more imeti, ker ne ve, kakšna je cena za to, da se pri Jankoviću uredi sestanek. Tem naj bi pravzaprav priznal, da mu je Popovič 200.000 evrov obljubil za neuradno posredovanje pri županu. Lubej in Uršič naj bi se celo pogovarjala, kako denar od Popoviča izterjati nasilno ali vsaj z grožnjo nasilja.
Lubej je rekel Uršiču, Vi ga kar zlomte. nato pa sta se pogovarjala o načinu zastraševanja Popoviča. Z Lubejem smo govorili po telefonu. Na vprašanja ni želel odgovarjati, dan po pogovoru pa nam je njegov odvetnik poslal opozorilo, v katerem je zagrozil s tožbo. Kot smo omenili, z uporabnim dovoljenjem za Belleville Living se je zapletalo. Razlog pa naj bi bil v tem, da je bil Bojan Babič avgusta 2022 razrešen z mesta načelnika upravne enote. Novo službo je Babič dobil kot direktor podjetja Ljubljanske občine, javna parkirišča in tržnice, z mesečno plačo 4700 evrov neto. Vodenje upravne enote pa je za kratek čas prevzela Nataša Trček, ki je uradnika Lotriča vendarle odstranila z projekta Belleville. In ker se je zapletalo, naj bi Lubej začel, kot naj bi dejal sam, zadeve rihtati pri največji vladni stranki, pri Svobodi. Obrnil naj bi se na Dimitrija Šulina, ki sicer dela na zavarovalnici Vzajemna. Prek Šulina naj bi Lubej poskusil pritisniti na takratnega ministra za prostor Uroša Brežana. Lubej je Šulinu povedal, naj pove ministru Urošu, Da bo tist, ki sem ti dal, mu povej. Da bo cela Da bo šel drug teden Belleville. Ja, tist mu pokaž. In če drug teden ne dobi, bo šel v medije in da bo tožba za državo 100 milijonov. Lubej naj bi Šulinu še povedal, da pričakuje, da bo potem Brežan poklical na upravno enoto in jim povedal, da naj se ne zajebavajo. Šulin se na naše klice in sporočila ni odzval. Brežan pa je dejal, da se ne spomni, ali se je kdaj s Šulinom pogovarjal o Belleville Livingu. Lubej pa naj bi se sestal še s takratnim poslovnim direktorjem Svobode Petrom Majerletom. Po navedbah tožilstva sta Lubej in Majerle govorila o tem, da bo Majerle posredoval pri osebi Sanja ter da bo uredil sestanek za Jašo Popoviča in Zorana Lubeja na Ministrstvu za javno upravo. Na to naj bi Majerle pisal takratni ministrici za javno upravo Sanji Ajanović-Hovnik. Poslal ji je SMS sporočilo, če se lahko pohitri zadeva, ker je to v interesu stranke. Sanja Ajanović-Hovnik se na naš klic in sporočilo ni odzvala. Majerle pa je povedal, da je imel včasih v stranki vlogo, da posreduje pri projektih, ki so v interesu države in da o njih obvešča ministre. Projekta Belleville Living pa se ne spomni, je dodal. Vendar informacije tožilstva vzbujajo dvom, da so res zasledovali interes države. Tožilstvo namreč poroča o primeru, ko je Lubej dejal Popoviču, naj mu pošlje nek dokument prek elektronske pošte. Sam pa ga bo preko signala posredoval preko tretje osebe ministrici. Popovič je še opozoril Lubeja, da je ta dokument treba osebno izročiti ministrici, ker kršijo zakon. Sanja Ajanović-Hovnik je bila res v stiku z načelnico upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, piše tožilstvo. Komunikacija Andreje Erjavec in takratne ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik je bila zelo osebna in prijateljska, saj je potekala tudi zaradi poizvedovanja o zadevah iz ministričinega zasebnega življenja, usluge za njene družinske prijatelje. Predvsem pa je komunikacija potekala o vodenju postopkov v zadevi Belleville, pri čemer je Andreja Erjavec takratni ministrici Sanji Ajanović-Hovnik podrobno poročala o izvedenih ukrepih. Izredno nenavadno je, da se ministrica za javno upravo tako podrobno zanima za en primer izdaje uporabnega dovoljenja za poslovno-stanovanjski objekt. Na koncu je upravna enota izdala uporabno dovoljenje za Belleville Living in Lubej naj bi od Popoviča dobil denar, pravi tožilstvo. Ne sicer 200 000 evrov, prek dveh podjetij naj bi Popovič zanj nakazal 42 000 evrov, v roko pa naj bi Lubej dobil še 5000 evrov gotovine. Poleg tega naj bi Lubej junija 2023 brezplačno bival v turističnih nastanitvah, ki jih ima Popovič na Korčuli. Uporabno dovoljenje je postalo pravnomočno 18. septembra 2023. Točno mesec dni pozneje je Popovič organiziral večerjo v restavraciji Kubo. Dne 17.10.2023 so bili med 18. in 21. uro na lokaciji restauracije Kubo v Ljubljani opaženi Jaša Popovič, Zoran Lubej, Zoran Janković, Georg Doppler Popovič, Harald Vengust, Polona Novak in več neznanih oseb. Navedeni so se sestali na večerji. Glede na udeležence in glede na ostale dokaze je jasno, da je bila večerja organizirana kot zahvala za pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo Belleville Living.